Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljene. Človek velik del svojega življenja preživi v službi in kristjan naj bi živel svoje odrešensko sporočilo povsod, kjer je. Naj bi evangelij prežel celotno njegovo življenje. Torej tudi na delovnem mestu. Danes se bomo pogovarjali ravno o tem, kako svojo vero živim znotraj delovnega prostora, kako mi vera lahko pomaga pri tem, ko delam, ko služim, s kakšnimi izzivi se sooča kristjan znotraj delovnega prostora in kako je to delo lahko tudi prostor evangelizacije. Z nami bo gost, dr. Tadej Battelino, ki je slovenski vrhunski pediater svetovne veljave, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, redni profesor na medicinski fakulteti, tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dr. Tadej Battelino, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas. Hvala lepa za povabilo. Dober večer oziroma lepo popoldne vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Tako. Morda kot eno prvo vprašanje, ravno to, kje trenutno delate in pa hkrati, kako ste se odločili za ta poklic zdravnika, vam je pri tem se je že porajalo vprašanje, a je to poslanstvo ali ste se iz kakšnih drugih nagibov odločili? Veste, to je zmeraj težko za nazaj govoriti, ker spomin se vedno pobarva z različnimi vplivi. Verjetno je najbolj pošteno reči, da sem zdravnik zato, ker je tako hotela mama. To je verjetno najbolj preprost, pa mogoče tudi najbolj resničen odgovor. Ni mi bilo pa nikoli žal, da je to hotela. Zdaj, a je zdravniški poklic poslanstvo, jaz mislim, da brez dvoma. Pa ne, da bi to človek načrtoval, ki je mlad, večina mladih ljudi ne razmišlja o tem, da bo delala poslanstva, ampak v bistvu dela tisto, kar jih zanima in veseli, in jaz nisem bil nič drugačen. Potem seveda, ko pa začneš delati ta poklic, pa zelo hitro razumeš, da gre za poslanstvo. Kje delam? Jaz sem javni zdravnik, zdravnik v javni ustanovi vse življenje. Nikoli nič drugega. Tudi raziskovalec v javni ustanovi, tako da je pravzaprav situacija zelo preprosta. In glede na to, kar je današnja tematika, kako bi rekli, kako vam vera, kako vam evangelij pomaga pri tem, kar delate? Veste, jaz mislim, da mogoče je vprašanje, je večja zabloda, da svojo vero tajiš ali da se z njo hvališ. Imamo zelo jasno navodilo, da se hvaliti s tem, da smo kristjani, pravzaprav ni krščansko. In zdajšnji papež Frančišek, ki ga jaz zelo cenim, večkrat poudarja, da verni ljudje nimamo prednosti, kvečjemu več odgovornosti. In meni je pravzaprav ta starozavezen pogled na vernost, da to vendarle pomeni, da je večja odgovornost, ne večja prednost, zelo blizu. To se pravi, ljudje, ki smo verni, smo bolj odgovorni za to, kar počnemo na nek način, ker moramo vedeti, ali bi pa vsaj mogli vedeti približno, kaj je prav in kaj ni. In seveda zdaj, če se za vero hvalimo, je to že po mojem mnenju prvi del napuha. Ne, kot lepo piše, po njih delih jih boste spoznali, se pravi. To pomeni, da se je treba približno tako vesti, kot se vedejo normalni, dobri ljudje. In to je pa zelo kompatibilen z krščanstvom, če hočete, evangelijem. Tako se je nekako Kristus vedel. On je bil normalen, dober človek, blizu ljudem. Ljudi je poskušal razumeti, oziroma jih je celo razumel in so se mu smilili in je pomagal. Imel je bistveno večjo moč, boljše orodje, kot jo imamo mi. A ne bi bilo lepo, da bi tudi mi ozdravljali z dotikom. Če bi imeli dovolj vere, pa jo nimamo. Se pravi, v glavnem pomeni, če resno mislite biti kristjan, to, da se
nekako poskušaš vesti kot kristjan, vsaj večino časa. Kristjani smo enako grešni in enako nagnjeni k vsem zablodam kot katerikoli drug človek. Se pravi, če nam v povprečju uspe kakšen del, mogoče malo bolj z žarom narediti, malo bolj zagrizen narediti, je to verjetno tisto, kar mora biti naše sporočilo. Torej, hočete reči kot ena velika odgovornost, da je še v bistvu biti kristjan. Veste, Judje imajo navado, da če želiš prestopiti v judovstvo, te 3-krat opozorijo, da nikar tega ne naredi. Ker je, če si potem Jud, tvoja odgovornost bistveno večja, ker pač zakone, ki jih s tem sprejmeš, moraš spoštovati, ali pa te čaka problem na nek način. Enako, povsem enako, Kristus je bil vendarle Jud. Velja za kristjane. Se pravi, kristjani, če to želimo biti, pomeni, da se moramo vsaj en dober del časa truditi, da izpolnjujemo približno tisto, kar je rečeno. Saj tako piše, kdor me ljubi, bo izpolnjeval. V tem je verjetno krščanstvo. Zdaj, še enkrat, napuh je misliti, da ti to uspe večino časa. Napuh je misliti, da se ne more zgoditi obratno in da kdaj ne narediš natančno tisto, kar ne bi želel. To je del življenja. Ampak neka generalna naravnanost k tej, če hočete, odprtosti do ljudi, odprtosti do njihovih težav. Kaj je rečeno, ko je tam nekdo ležal, bil bolan, ga je Kristus videl. Se pravi, videti je treba stisko ljudi, opaziti. To pa je krščansko. In če ljudje vidijo, da opaziš stisko ljudi in da pol mogoče celo poskušaš pomagati, to pa je drža, ki jo verjetno ljudje v našem okolju še vedno razumejo kot krščansko, kot, če hočete, katoliško. Svet je postal zelo zmeden, verjetno ne rabim jaz tega povedati. Zato je mogoče dostikrat ta ločnica težja, kot je bila v bolj klasični družbi. Zato po mojem predvsem ta, bi človek rekel, osnovna dobrota, osnovna pozitivna naravnanost do soljudi, osnovna, če hočete, ljubezen do sočloveka. Taka je po mojem mnenju tisto, kar ostaja. Se pravi, tisto, kar kljub vsej splošni zmedi in ponudbi, če hočete, nadomestkov, vsega tega, nadomestkov normalnih človeških odnosov. Ta se mi zdi, se pravi, dobrobitna naravnanost, dobrohotna naravnanost do soljudi in ta odprtost do njihovih težav, problemov in to nekako, če hočete, sočutno sprejemanje sočloveka, pa ostane verjetno neka vrednota, ki je čisto zagotovo evangeljska. In vi se v svojem poklicu najbrž velikokrat srečate tako z zelo bolnimi, kot morda celo z umirajočimi, z bolniki. Torej, tukaj naj bi se že v samem poklicu zdravnika odražala neka ljubezen do sočloveka. Jaz mislim, da se. Veste, jaz sem pravzaprav zdaj bo kmalu 40 letja, ker delam z mojimi kolegi, zdravnicami in zdravniki in mirno lahko rečem, da velika večina zdravnikov deluje ravno na ta način. Imamo kot posod, veste, so izjeme, ki imajo drugačne, če hočete, prioritete in cilje, ampak velika večina zdravnic in zdravnikov v resnici želi ljudem v stiski, bolnim ljudem pomagati. V tem jaz nimam nobenega dvoma. In zato se tudi dobro počutim med zdravnicami in zdravniki. Jaz mislim, da je tudi popolnoma jasno, da v Sloveniji smo zdravnice in zdravniki večinoma verni ljudje. To je znano. Zdaj, koliko verni, spet, kot reče Pavel, meni pa ni, da bi se hvalil. Se pravi, ne gre za to. Gre za tisto osnovno
medčloveški odnos, ki jaz mislim, da je pri večini kolegic in kolegov vsekakor katoliški, čeprav morda ni, če hočete, nedeljniški ali jaz ne vem kakšen. In to je tisto, kar po mojem v resnici šteje. In sem prepričan, da samo zato še vedno ta sistem kljub enormnim izzivom, ki so povsem očitni v zadnjih 2 letih, še vedno deluje toliko, kolikor deluje. To deluje zaradi dobrohotne naravnanosti kolegic in kolegov. Ko sem bil pred nekaj leti na Svetovnem dnevu mladih, smo bili v eni konferenčni dvorani zbrani mnogi študenti in eden izmed študentov, bil je študent medicinske fakultete, je spraševal škofa, kako lahko torej še bolj živi tudi kot študent medicine to svojo vero, poklicanost, poslanstvo, in mu je odgovoril z vprašanjem, ali kaj moli za svoje paciente. Takrat se je meni tako zdelo nekaj izredno lepega, ko je opomnil ravno na to, da lahko kjerkoli človek je, moli za svoje bližnje, moli za vse tiste, s katerimi dela, s katerimi se srečuje. Sicer zdaj ste omenili, da se ne boste hvalili, ampak vam je ta misel blizu. Veste, ta misel je nevarna. Ne? Jaz mislim, da resen zdravnik mora najprej svoj poklic opravljati. Se pravi, mora skrbeti, da nekaj zna, da ves čas to znanje obnavlja, širi, dopolnjuje, in da bo on človeku najprej pomaga s svojim znanjem, svojim poklicno usposobljenostjo, z tehnologijo, ki jo ima na voljo. Se pravi, če ne, nismo zdravniki. Zdravnik je resen, naravosloven poklic, ki mora imeti merljive rezultate. Če jih nima, je z nami nekaj hudo narobe. In bo najprej svojo ljubezen pokazal na ta način, da bo zelo dobro študiral. Seveda. In to bi jaz vsakemu študentu svetoval, bodi najboljši študent. V tem je trenutno tvoja naloga. In potem, seveda, bodi najboljši zdravnik, se pravi, imej vrhunsko znanje, še več, raziskuj in ga dopolnjuj. Za cel svet objavljaj, kaj si videl, objavljaj nove rezultate, ki bodo vsem pomagali izboljšati obravnavo, zdravljenje, skrb. Sodeluj pri odkrivanju novih zdravil, novih postopkov, novih tehnologij, nove umetne inteligence, če hočete. Se pravi, jaz mislim, da vernost ne sme biti krinka za to, da si len in nesposoben. Obratno. Se pravi, prvo izkazovanje resnosti v življenju in v poklicu zdravnice ali zdravnika je, da je kolikor se da dober strokovnjak. Če hočete, če se hoče izkazati kot ta mladenič, potem naj bo izjemen strokovnjak. In naj to dokaže na merljiv način. Druga stvar v medicini je, veste, delavnost. Vi rabite toliko in toliko ljudi videti, narediti. Če ste v operativnih strokah sploh operirati, vi morate imeti izkušnje. S toliko in toliko ljudmi govoriti, se navaditi na to, da so nekateri jezni. Zakaj? Jasno. Da so razočarani, da jih je strah. In to je del poklica. In tukaj se morate izkazati, se pravi, kot dovolj čvrsta oseba, kot kristjan, ki ima dovolj upanja in zaupanja, da bo ta odpor pri pacientu, pri bolnemu človeku premagal z dobroto, s prijaznostjo, z razumevanjem. Šele, recimo, če se izkaže, da znanost v celoti odpove, da medicina v celoti odpove, kar se zgodi še vedno in se bo še kar nekaj časa. Jaz verjamem v odrešenski načrt in nekoč bodo vse bolezni ozdravljive, ampak ne veva točno, kdaj to bo, vsekakor ne jutri. In takrat seveda lahko moliš, pa ne samo za pacienta, za vse, ki pravzaprav so v tej navezi nemoči in žalosti, ki jo občuti celoten zdravstven tim, starši, svojci in seveda bolna oseba, ki se ji recimo z trenutno obstoječimi načini zdravljenja ne da več pomagati. In seveda
Če potem nadaljujeva z paliativno oskrbo, se pravi, ki je ključna, se pravi oskrba, ki omogoča dostojen zadnji del življenja, ko je jasno, da se bliža smrt, ki je del življenja. Smrt je del življenja, smrt je vrnitev tja, od koder smo prišli. In zato je treba pomagati, da ni bolečine, da ni trpljenja, da ni strahu. Seveda, v tem obdobju pa zagotovo molitev, kot neke vrste, če hočete, ključna podpora, ki se reče duhovna podpora, ima svoje mesto. In to je zelo pomembno ne samo za bolno osebo, ampak za vse, ki v tem, če hočete, procesu paliativne oskrbe, ali pa če hočete, oskrbe težko, hudo, kronično bolne osebe sodelujejo. Ravno ste omenili paliativo, zelo povezano s tem vprašanjem, vsaj v zadnjem času, je na nek način tudi evtanazija, ker so nekateri mnenja, da je obdobje v človekovem življenju, ko že tako trpi, da ni več vredno, da bi živel. Kristjan se na nek način s tem ne more strinjati. Kako vi doživljate to znotraj, lahko bi rekli, zdravstvenega sistema ali pa v teh želja? Veste, jaz mislim, da smo se tukaj, slovenski zdravnice in zdravniki zelo izkazali. Ker jaz sem malokrat doživel tako enotno stališče, da je za nas pobijanje starih in bolnih ljudi nesprejemljivo. Mislim, da zelo redko je zdravništvo kot tako jasno povedalo svoje mnenje. Odgovor je brez dvoma v paliativni medicini. A veste, na koncu človek pač umre. Umreti more, če se le da, brez tega izjemnega trpljenja, ki ste ga opisali. Včasih je to zelo težko. Včasih je to izjemno težko. Vendar obstajajo programi in načini, da se trpljenje in tudi konec koncev, če želite, zavedanje trpljenja do te meje spremeni, da oseba, vsaj po našem vedenju, ne trpi. Ali seveda v takem primeru, če vse te metode uporabimo, oseba umre prej ali kasneje, to ni vprašanje. Vendar nikoli nismo aktivno ubili te osebe na nikogaršno željo. Ključen problem evtanazije torej je, kdo odloča o tem, kdaj je čas nekoga ubiti. A je to oseba, ki tako hudo trpi, ali je to njegov svojc? In to je tisto vprašanje, kjer pravzaprav ta teorija najbolj pade. Če pogledate statistiko jedrnih držav v Evropski skupnosti, kjer evtanazija je uzakonjena, vidite, da je največ primerov pred poletnimi počitnicami. To se pravi, ker treba iti na dopust, se pa ata pa mame znebimo. To ne more biti. In to jasno kaže, da nekaj ne štima. In čim vi to mejo, se pravi, kdo je za umreti in kdo ni, z nekim zakonom ali kakršnim družbenim ukrepom vzamete naravi, ste s tem prestopil mejo, ki jo zaenkrat vsi sprejemamo in postane izredno spolzko. Zdaj je ta primer, ko so ubili mlado osebo, ker je trpela zaradi neuslišane ljubezni. Potem so to zdravnico, čeprav razumem, obsodili, ki je to dovolila. Ampak za to mlado osebo je to prepozno. Tako da jaz mislim, da aktivno poseganje v človeško življenje je za vsakega zdravnika, ki klasično razume svoj poklic, popolnoma nesprejemljivo. Po drugi strani pa predvsem zdravniki, ki se ukvarjamo z boleznimi, ki so kronične, neozdravljive in lahko vodijo v smrt, tudi zgodnjo smrt, tudi smrt otroka, vemo, da je paliativna medicina ključna. Tukaj pa imamo v Sloveniji še nekaj rezerv. Jaz mislim, da se lahko izboljšamo. Tu se je v zadnjih nekaj letih neskončno veliko spremenilo, predvsem tudi na področju otrok. Imamo nacionalne paliativne time, programe se piše za te otroke, ki jim res ne znamo več pomagati in ki trpijo. Tako da se mi zdi, da je tukaj treba spet, tako kot sva na začetku govorila, se pravi vso možno stroko, znanje, znanost uporabiti za to, da
ta oseba pač dočaka ali kakorkoli doživi svoje življenje na kolikor se da spodoben način. To je včasih težko, še enkrat povem, in verjeten sem jaz med tistimi, ki to bolj razume kot večina. Ker se toliko srečujete s tem. Ker je to del mojega poklica. Pa kljub temu mislim, da kot zdravnik ne morem aktivno končati življenja. Poleg evtanazije je pa najbrž še ogromno enih etičnih vprašanj, s katerimi se na dnevni bazi sooča nekdo v zdravstvu ali pa sploh v nekih znanstvenih vodah, raziskovalnih vodah. Marsikaj omogoča že raziskovanje, pa je morda tudi potem etično vprašljivo. Kako vam mogoče tukaj pomaga vera? Je to kot ena taka, na nek način, ne varovalka, ampak tista smernica, ki vam daje eno gotovost pri odločitvah? Jaz mislim, da prvič, veste, je treba spet formalno stran tega pogledati. Slovenija ima, se pravi, Komisijo za medicinsko etiko Republike Slovenije pri Ministrstvu za zdravje, ki je po mojem mnenju zelo resna. Zelo resna, zelo pestro sestavljena, se pravi, z različnih vidikov. Takšni in drugačno misleči ljudje so člani, kar je obvezno, kar je nujno. In mislim, da saj ta del raziskovalen, ki ste ga omenila, zelo dobro pokrije. In je v bistvu tista selekcija in... Absolutno meritoren organ, ki pove, to je sprejemljivo in to ni. In jaz tudi mislim, da ga vsi klinični raziskovalci v tej državi z veseljem sprejemamo. In spoštujemo. In spoštujemo in celo več smo hvaležni, da ga imamo, ker če ne, je tukaj zelo, zelo težko. Mora biti neodvisen, nevpleten v to, kaj se dogaja, v čem raziskava govori, kaj raziskuje. Druga stvar pa je, veste, ki je zelo, po mojem mnenju, koristna, je pa vprašanje, ali bi jaz mojega otroka v to raziskavo vključil. To je izredno dobro pomagalo. Če je odgovor ja, ne vidim etičnega zadržka. Če je odgovor ne ali pa ne vem, je treba dvakrat razmisliti. In ponovno pretehtati tveganja in koristi raziskave. Torej, čist tem načelu, kot Jezus pravi, karkoli želite, da bi drugi storili vam, te v najbližjih odnosih. A vidite, se pravi, če hočete, direkten, neposreden evangelij, pa vendar na zelo človeški način, na način, ki ga vsak razume, ki ne rabi pravzaprav biti kristjan, da razume to, kar sem rekel. Pa vendarle, seveda, evangelij. Ne samo evangelij, stara zaveza. Če hočete, preroki. Se pravi, 5000, 6000 let staro. In to je tisto, kar pravim, da mogoče, a veste, šteje največ. Najslabše od kristjana je, če se s tem hvali in se trka po prsih. To je, po mojem mnenju, eden najslabših oblik napuha, ki jih poznam. In mene, če že ne ostale, spravlja v, človek rekel, osramočen obup. Najraje bi rekel, da sem kristjan, ker tazga srečam. In po drugi strani, se pravi to osnovno, kot sva rekla, življenje z dobroto in s tem, da poskušaš res ne delati stvari drugim, ki jih ne bi delal svojim in sebi, pa šteje. In to zelo očitno šteje. Tako. Drugi Vatikanski koncil je zapisal, da v odloku o evangelizaciji, v laiški evangelizaciji, da laiki stopajo v okolja, kamor duhovniki ne morejo. In s tem, ko stopajo v okolja, kamor duhovniki in drugi ne morejo ali pa ne pridejo, so oni glavni nosilci evangeljskega sporočila v ta prostor. Pa čisto tako, se občutite to, da ko stopate kot na nek način zaposlen znotraj neko okolje, da stopate tudi kot nekdo, ob katerem drugi lahko vidijo ali pa ko vejo, da ste kristjan, presoja, a je zdaj ta dobrota ali ne. Se s kakšnimi izzivi tukaj soočate, ali pa morda vaš pogled na širšo družbo, kako to razumeva?
Poglejte, prej sva govorila, ne, da je biti veren, se pravi, večja odgovornost. Po drugi strani je pa tudi seveda ena velika prednost. Prednost je v tem, da kristjani, če smo to res, smo vstajenski kristjani. Se pravi, mi vemo, verjamemo, da smrt ne zmaga, da smrt ni zadnja stvar, da je zadnja stvar vstajenje. In če človek v resnico to verjame, jaz ne vem, koliko ljudi v resnico to verjame, se bojim, da mogoče ne toliko, kot bi želeli, ampak tisti, ki pa verjamemo v to, imamo pa v tem pogledu pa veliko prednost. Ker to je neko zagotovilo, se pravi, prvič, ta vstajenska miselnost, se pravi, na koncu ni smrt, ampak je vstajenje. In drugič, ta, bi človek rekel, prijaznost Kristusa, če hočete, razumevanje, dobrota. Pomeni, da tudi če sem toliko in toliko stvari narobe naredil, kot vsak človek, vendarle imam možnost, da popravim, da izboljšam, da zmenjam. Se pravi, te dve stvari pa data kristjanu pomembno prednost. In ta pomembna prednost, po mojem, je lahko mogoče glaven vzvod evangelizacije, če že hočete, laične evangelizacije. Prej ste omenili, veste, da duhovnik ne more sem pa kje pride. Duhovnikov ni več. Saj vas ni. A veste, vsak let manj. Tudi zdravnikov je vsak let manj. Naroden. Vse, kar se nas plača, mladi ljudje nočejo biti. Ampak zastopite, to je hudo. Jaz verjamem, da se bo spremenil, boste videli, se bo obrnil. Tudi jaz sem tazga stališča. Ampak, a veste, če verjamete torej, če ste vstajenski kristjan, če verjamete v vstajenje zares, se pravi, če ta del vere resno jemljete in živite, je pa to velika prednost. In to je mogoče nehotno ali pa ne načrtno orodje laične evangelizacije. Ljudje pač vidijo, da se ne bojite. Nimate se česa bati. Če smrt ne zmaga, pa kaj? In zato, poglejte, moj pokojni dedek je šel na prisilno delo v Beograd, ko je podpisal, da bo moja mama hodila k verouku. Jaz imam diplomo Univerze Edvarda Kardelja. Pa sem tudi hodil k verouku in potem sem tam sodeloval v birmanskih skupinah, se šel tisto mladostniško katehezo in ne vem koga. In seveda, če imaš tako preteklost, potem, in če dejansko veruješ, potem tle niti ni prav veliko za razmišljati. Ne, v resnici. In še več, piše, kar ne razmišljate, kaj boste rekli. A veste, Sveti Duh vam bo povedal, se pravi koga. A me zastopite. Koliko je sploh pol naše zasluge pri vsem tem na koncu koncev. Ker je Kristus tisti, ki dela. Seveda. Če kaj naredimo, torej naredi Kristus. Seveda, in če to res verjamete, pol kot prvo, sva že spet na točki 1, se nimate s čem hvaliti. Ker v resnici niste bil vi. In drugič, zelo močnega zaveznika imate, je težko ne uspeti. In če ne uspete, imate en problem s Kristusom. Ker če dejansko sprejmete in dovolite, da dela tisto, kar dela, zelo težko zgrešite. Pa še enkrat, to ne pomeni, da ne grešite, to ne pomeni, da ne delate narobe, da se ne zmotite, vse to. Ampak v trenutkih pa, ko ste blizu, ko ste vstajenski kristjana, ko čutite, razumete svojo vero, takrat pa pravzaprav ste samo, če hočete, neke vrste orodje, prenos tistega, kar se itak zgodi brez vas, kar se v resnici zgodi zaradi Boga, tako kot večina dobrih stvari. In v bistvu s tem bi lahko zaključili. Tisto, kar kristjana žene, da pričuje o svoji veri znotraj okolja, znotraj svojega delovnega okolja, družine, torej bilo kje, je ta gotova vera, da je Kristus vstal in da je podaril vstajenje, odrešenje tudi nam. Ja, tako jaz mislim, se pravi, mora biti nenamerna laična evangelizacija. Se pravi, evangelizacija, ki se zgodi zaradi vernosti.
In taka tudi mislim, da je mogoče najbolj sprejemljiva, In dojemljiva. najbolj naravna. Seveda. In tudi tako pravzaprav piše. Tako, res iskrena hvala za vse, kar ste povedali, kar ste delili z nami. Hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, za poslušanje. Vas vabim, da si pogledate še druge naše oddaje. Do naslednjič pa nasvidenje. Srečno.